97-odstotni prihranek za stroške električne energije v SIP-u Šempeter, 80-odstotni prihranek v Planiki, 83-odstotni v Alplesu, 81-odstotni v Plamapur. Ta in še mnoga podjetja so privarčevala z inovativnim sistemom razsvetljave za industrijo Reflekta logaškega podjetja Svetloba. 97% prihranek na podjetju SIP Šempeter smo dosegli z našimi sistemi Reflekta, ki so sestavljeni iz 3 bistvenih segmentov. Prvi in seveda najbolj pomembni segment je sam svetlobni modul, dobitnik inovacije. Drugi del je sicer del, ki ga upravlja marsikatero podjetje, vendar očitno ne tako dobro, postavitev, pravilne postavitve samih svetlobnih modulov. In pa seveda tretji del je naš ravno tako inovativni izdelek, inteligentna industrijska razsvetljava, ki z svetlobnimi senzorji nadgradi že tako dobro oziroma varčno industrijsko razsvetljavo in pa seveda ob tem zagotavlja primerno osvetlitev na mikrolokacijah. Ob tem bi še povedal, da kljub tako velikemu prihranku nismo zmanjšali svetlobnega spektra oziroma moči, ampak smo po seveda meritvah stranke same svetlobo povečali kar za 300%. Podjetje je zanimivo tudi zaradi inovativnih poslovnih modelov, ki kupcem olajšajo investicijo. Prvega, Pay as you save, so že nadgradili z modelom Zero Investment. S projektom Zero zagotavljamo podjetjem, da popolnoma brez investicije in z enakim denarnim tokom, kot ga imajo doslej, pridejo do močno izboljšanih pogojev svetlobe v svojem podjetju. Kako je to mogoče? Podjetje se odloči za zamenjavo razsvetljave, mi pridemo, takoj zmontiramo, podjetje pa za to razsvetljavo in celotno našo storitev odplačuje z prihranki, ki jih naša razsvetljava nudi napram njihovi obstoječi razsvetljavi. Podjetja pridejo do nove razsvetljave brez tveganja, brez stroškov, brez čakanja in predvsem brez investicije. In načrti? Glede našega razvoja v prihodnje vidimo 2 poti, ki sta v bistvu vzporedni. Ena je normalna rast in širitev na tuje trge, v prvi fazi na avstrijskega, nemškega in pa v Kanado ter Združene države Amerike. In pa vzporedno s tem iskanje strateškega partnerja in investitorja, ki bi nam pa pomagal do hitrejše rasti na globalnem trgu. Ljubljansko podjetje MGV se ukvarja s povečevanjem energetske učinkovitosti v podjetjih, svetuje, projektira in izvaja montažo naprav za kompenzacijo jalove energije na industrijskih odjemih. Približno tretjino prihodkov iztržijo z lastno proizvodnjo elektrostikalnih naprav za industrijo in gospodinjstva. Nov vir zaslužka vidijo v projektih zelene energije. V portoroški marini so spomladi predstavili hibridni kontejner za proizvodnjo elektrike iz sončne in vetrne energije. Mi smo že v maju mesecu predstavili možnost alternativnih virov električne energije, pomeni pridobivanje elektrike s pomočjo sonca in vetra. Zato smo v ta namen predstavili širši javnosti in postavili na to mesto v marini Portorož kontejner, na katerem je montirana vetrnica moči 7,5 kW in pa solarni paneli moči 3,2 kW. V sami notranjosti je instaliran generator in baterije, torej s tem kontejnerom pravzaprav lahko kjerkoli lahko nadomestimo vir električne energije. Če bi se zgodila slučajno elementarna nesreča, lahko ta kontejner pripeljemo na lico mesta, ga postavimo, instaliramo in s pomočjo vetra in sonca na tem okolišu lahko pridobivamo električno energijo. Drugo obetavno področje, na katerega usmerjajo razvoj, pa so polnilnice za električne avtomobile. Ta sistem se sliši zelo preprost, vendar ni tako preprost, saj s prihodom električnih avtomobilov bo tudi potreba večja po posameznih točkah napajalnih, kar pa bo povzročilo sam problem na električnih omrežjih. Zato je ta alternativa, katero smo v prvem delu predstavili, tu zelo pomembna. Saj, če bi rekli, da zamenjamo električni avto oziroma bencinski avto z električnim motorjem, je res, da
cenejši, vendar ker iz omrežja vlečemo električno energijo, pomeni tudi, da moramo več elektrarn zgraditi, hidrocentral in tako naprej. Z alternativnimi viri pa bi ta zadevo nadomestili. To pomeni, da bi v prihodnosti lahko rekli, da se avtomobili vozijo na zeleno energijo. Če se vozite z avtobusi ljubljanskega potniškega prometa, ste zagotovo že opazili zaslone z oglasnimi in informativnimi sporočili, ki hkrati omogočajo ljudem, da s pomočjo mobilnih telefonov sooblikujejo medij. Zasloni so del sistema Game Interactive ljubljanskega podjetja Prumaro, ki razvija programske in strojne rešitve za upravljanje mrež digitalnega sporočanja. Digitalno sporočanje v primerjavi s klasičnimi tiskanimi oblikami oglaševanja prinaša cel kup prednosti. Kot glavne ne naštejem oddaljeno distribucijo sporočanja brez stroškov tiskanja in distribucije, potem takojšnje osveževanje vsebine in 7-krat večja opaznost sporočila zaradi gibljive slike in visokosvetilnega zaslona v javnem prostoru. Uporaba inteligentnih prožil omogoča, da pravo sporočilo doseže prave ljudi na pravem mestu ob pravem času. Sporočanje prek digitalnih zaslonov v javnem prostoru pride v poštev predvsem na območjih zgoščene pretočnosti ljudi, torej v nekih urbanih območjih. Prumaro je doslej s 450 zasloni opremil 128 ljubljanskih avtobusov, 73 kioskov dela prodaje, upravlja pa tudi s partnersko mrežo zaslonov v ljubljanskem BTC in zaslon na stolpnici TR3 na trgu Revolucije. V Sloveniji kot v svetu se digitalno sporočanje širi predvsem na dveh področjih. Eno je sporočanje na javnih mestih, in drugo je sporočanje na prodajnih mestih in kot prvi korak na omenjenem področju želimo uvesti napredno digitalno sporočanje v trgovske centre. Svoje delovanje želimo v prihodnje razširiti preko meja Republike Slovenije na področje predvsem jugovzhodne Evrope, kjer želimo postati vodilni ponudnik digitalnega sporočanja in trendsetter na omenjenem področju.